Spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi, dobrodošli v Arhivu Republike Slovenije na rednem mesečnem predavanju. Naš današnji predavatelj je dr. Marko Štepac in takoj na začetku naj povem, da se ne spomnim, da bi bilo kako predavanje za našo ustanovo bolj aktualno kot današnje. Dr. Štepac nam bo namreč predaval o zgodovini domobranske vojašnice in pa o zgodovini 27. domobranskega pehotnega polka. Ker smo se v domobransko vojašnico vselili oktobra lani, oziroma Arhiv Republike Slovenije je nastanjen v njej, bo seveda zelo zanimivo izvedeti nekaj o njeni preteklosti in pa nekaj o naših predhodnikih, ki so bili nastanjeni v njej. Zgodovina 27. polka je namreč posebej pomembna za Slovence, ker je bila velika večina njegovega kadra slovenska in velja, če se ne motim, za najbolj slovenski polk v avstrijski armadi. Seveda je bila pa tudi ta preteklost tega polka ne samo zanimiva, ampak tudi izjemno tragična, zlasti zaradi teh katastrofalnih izgub, ki jih je ta polk utrpel, posebej na vzhodni fronti. Za tematiko današnjega predavanja bi težko našli boljšega predavatelja. Dr. Štepac je izjemen poznavalec Prve svetovne vojne. Muzej novejše in sodobne zgodovine je kot kustos z doktoratom in muzejski svetnik odgovoren za zbirke in kustodiat za obdobje Prve svetovne vojne. Pripravil je vrsto katalogov in scenarijev za dokumentarne filme. Posebno pozornost namenja raziskovanju fotografij iz časa Prve svetovne vojne in je avtor številnih razstav, če jih naštejem, nekatere Slovenci in Prva svetovna vojna. Take vojne si nismo predstavljali, kaj čudežnega je v vojni in Pot domov. Naj mi bo pa dovoljeno, da povem, da je pred slabimi 5 leti dr. Štepac kot soavtor sodeloval tudi pri razstavi Arhiva Republike Slovenije ob stoletnici koroškega plebiscita in brez njegovega prispevka bi bila ta razstava veliko bolj dolgočasna in manj pojedna, kot je na koncu izpadla. Dr. Štepac tudi redno objavlja v znanstvenih in strokovnih revijah, je vodja tradicionalnih srednjih večerov predavanj o Prvi svetovni vojni. Njegova bibliografija s področja Prve svetovne vojne in zgodovine 20. stoletja je impozantna. Med vidnejšimi deli bi omenil 2 publikaciji. Prva je knjiga z naslovom Življenje v zaledju Soškega bojišča in druga je izšla letos z naslovom Zgodbe spomenikov Prve svetovne vojne. Marko, mi na to predavanje čakamo zelo nestrpno, ne samo danes, ampak že kar nekaj časa, kar izvoli, beseda je tvoja. Najlepša hvala za povabilo, hvala dr. Draganu Matiću za tole prijazno predstavitev. Moram priznati, da sem pod težo prostora Arhiv Republike Slovenije, navajen sem na domače prostore srednjih večerov. Veselje mi je, da tudi nekatere znane obraze vidim iz srednjih večerov. Očitno torej je tudi dopoldanski čas kar ustrezen, no, ampak pod to težo prostorov in ugleda Arhiva Republike Slovenije, moram reči, sem tokrat celo malce več listov pripravil, kot jih imam običajno. Rad govorim kar z glave, tako da upam, da tokrat ne bom dolgočasen, ampak se mi zdi, da v prostoru, kot je arhiv, je kljub vsemu dobro, da je pravzaprav tudi nekaj faktografije. Zdaj, govoril bom seveda o vzpredju o vojakih in pa naslov je Cesarsko-kraljeva domobranska vojašnica in vojaki Cesarsko-kraljevega 27. domobranskega pehotnega polka. Skušal bom narediti en kompromis, bojim pa se, da bodo vojaki prevladali. Zdaj, skušal se bom držati tega časa in se potem prepustil vašim vprašanjem še za kakšne, kar bi vas zanimali. V glavnem, če začnem, v obdobju pred prvo vojno je bilo v Ljubljani več vojašnic. Ljubljana je bila v resnici relativno močno vojaško mesto. To pomeni Šentpetrska vojašnica, tukaj Kravja vas z bataljonom 17. pehotnega polka, pehotna vojašnica s 3 bataljoni 27. pehotnega polka s središčem v Gradcu. Širši javnosti je bila znana po svojem častnem pokrovitelju, belgijskemu kralju, kot belgijska vojašnica. V Ljubljani so bivali vojaki topniškega artilerijskega polka številka 7,
Leta 1898 je dobil novo zgrajeno topniško vojašnico, torej po potresu, ki ga bom še omenil, ob Dunajski cesti, in pa seveda imel je 2 bataljona 4. domobranskega pehotnega polka, ki ga podobno kot 5. domobranski polk, ki je bil v Puli, običajno pozabljamo, čeprav je pravzaprav tu bival v tehle prostorih takrat, ko so bili zgrajeni. In sta bila seveda nastanjena v domobranski vojašnici, ki je bila zgrajena 1891. Domobranski, danes Roški cesti. Če prištejemo še vojaška skladišča, konjušnico, vojaško kopališče na Ljubljanici, tukaj na Trnovski strani Prul, dodamo vojaška skladišča, ki so vedno jih malce na drugih lokacijah tudi delali, sanitetne oddelke, začasne barake vojaških pisarn v Tivoliju ob Latermanovem drevoredu, tukaj nekje, kjer danes poteka Cankarjeva. Če damo pravzaprav še strelišče, tako imenovan Suhi Bajer, zelo glasno strelišče, kjer je med prvo vojno imel tako bolj mračno vlogo v zvezi z ustrelitvami pred vojnim sodiščem ustreljenih civilistov, smo nekako, bom rekel, res tisti najbolj preleteli na hiter stanje vojašnic in na vojsko vezanih lokacij v Ljubljani v času pred prstono vojno. Tukaj je morda dobro reči, da Ljubljana je leta 1890 je nekako štela prek 35, mislim, da 36.300 prebivalcev, in v mestu v tem času je bilo nastanjenih praktično približno z malce gibajočo številko, približno 2000 vojakov, kar pomeni, to je bila zelo velika številka. Posebna stiska je pa nastala po potresu 1895, ta slavni potres, ko so bile starejše vojašnice, recimo mestna topniška vojašnica, zasebna Nušakova vojašnica, namreč vojaki niso imeli nastanitvenih zmožnosti in so potem seveda pri zasebni tej vojašnici je obrambno ministrstvo oziroma vojaški skladi so plačevali, da so tam prebivali vojaki. Je bila že namenjena v ta namen, pravzaprav kot neka najemna vojašnica. V potresu so postale neprimerne za bivanje. Poškodovane sicer so bile tudi druge. To pomeni Šempetrska, 17. pehotni polk, ki je bila zgrajena 1888 in je bila takrat nova, danes je noter, zdaj se je obnovila za potrebe spet bolnišnice in tako naprej. Tam so vojaki sicer so zapustili vojašnico in so na tem svojemu prostoru znotraj na dvorišču postavili šotore, ampak to je trajalo samo par dni, potem so jo pa počasi pravzaprav tiste drobne razpoke, ki so bile popravili. Tudi seveda to je bila nova, tej vojašnici so rekli nova pehotna. Ta nova domobranska vojašnica, cesarsko-kraljeva, torej z avstrijske polovice Brambovci, je tudi pravzaprav ni imela nekih hujših, malce panike, ne pa kaj hujših poškodb. Medtem ko če sta jo seveda torej pehotna Šempetrska pa nova domobranska kar dobro odnesle, kjer so bili vojaki 4. domobranskega pehotnega polka s sedežem v Celovcu, je bila pa porušena in Nušakova v Trnovem in seveda mestna topniška. Tukaj je zelo zanimivo, da v nasprotju z uveljavljenimi prepričanji so mestne oblasti si zelo želele vojsko obdržati, ker na račun vojske so pravzaprav dobile posebej iz proračuna neka finančna sredstva, da ne omenjamo pravzaprav še posrednih. Če pogledamo recimo gostilne v Stari Ljubljani, ta Malova knjiga, to je bilo zelo veliko gostiln. Tam mislim, da on jih našteje prek 200 raznih gostiln, prenočišč, vinotočev, žganjaren in raznih beznic, kar pomeni, to je pravzaprav vse skupaj zelo živel od vojske. In seveda, in zato se je pravzaprav mestna oblast zavzela, da bi vojska prišla nazaj, ker bili so razmisleki, da teh porušenih vojašnic ne bi nadomestili. No, v tem to je zelo dober pregled tega, ampak seveda z gradbenega vidika je naredil Darko Šarac v svoji magistrski nalogi na fakulteti za gradbeništvo, kjer je zelo natančno obdelal vse te pobude za gradnjo, načrte, stanje v magistrski nalogi, ki jo je naslovil Vojaški kompleksi v Ljubljani skozi čas. Bom rekel, izredno zanimivo je zgodbo seveda potegnil praktično prek celotnega, bom rekel, tudi 20. stoletja, kaj se je s temi vojašnicami dogajalo. In tukaj tudi za ta obdobje, bom rekel, je nekaj
znanih, neraziskanih stvari pravzaprav vključil. No, v glavnem, v Ljubljani so se mestne oblasti to trudile. Eden prvih predlogov v tem trudu, ki je bil, bilo je sprejeto, da se zgradi topniška vojašnica, to je ta nova vojašnica, ki zdaj ni preživela pravzaprav prehoda iz 80. v 90. leta oziroma ni preživela tranzicije, in je pravzaprav porušena. In je porušena, kolikor vem, je gospod arhitekt Janez Suhadolc ohranil enega leva iz te vojašnice, je to zapisal v nekem članku. Drug predlog, da se pa zgradi, je pa seveda, da bi ob Gruberjevi cesti, namreč ta Domobranska cesta, ki je pozneje postala Roška, se je imenovala Domobranska, se je imenovala Gruberjeva, tam zraven je stal tudi spomenik Gruberjev in je seveda dobila ime Domobranska. Zdaj, zanimivo, s temi novimi gradnjami, če sem rekel številka 2000, je po potresu bilo v Ljubljani 3100 vojakov nekje stalno nameščeno, s tem nihanjem pravzaprav, ki se je pač dogajal, kar pomeni, to je skoraj 10% prebivalstva, kot vemo, praktično je šele nekje ob začetku Prve svetovne vojne Ljubljana dosegla nekje 40 000 prebivalcev, in se potem pa povečevala. Tudi med prvo vojno se je izjemno povečala. Zgodovina cesarsko-kraljevskega domobranskega pehotnega polka številka 27, Landwehr Infanterie Regiment, z nabornim območjem na Kranjskem in Goriškem, s sedežem v Ljubljani in Trstu, Goriška in Gradiščanska oziroma Gradiška, kot tudi danes rečejo, je v bistvu je to ena zelo dobro raziskanih enot. Zdaj zato, ker kot je dr. Dragan Matič rekel, ker je bila zelo slovenska enota, se avstrijsko zgodovinopisje manj ukvarjalo, kar pomeni, da imamo recimo boljše že iz obdobja med obema vojnama preglede 47. pehotnega polka, malce propagandne mariborskega 26. strelskega polka, praktično zgodovina 17. pehotnega polka, ki stoletnica pokvari praznovanje prihoda v Ljubljano 1817, jo je napisal Karel Capuder, potem pa pravzaprav nihče več ni nadaljeval. Obstajajo v Dunajskem arhivu rokopisi nekih spominskih zapisov, dnevniki, zdaj v slovenščini jih je deloma objavil Vasja Klavora, ki pravzaprav to pot obdelajo. O obeh polkih vemo izjemno veliko, ampak pravzaprav ene velike publikacije v obeh pa še vedno pravzaprav nimamo. Zdaj, je pa ohranjenih seveda več odličnih spominskih in dnevniških zapisov. Jaz priznam, sem že sam sebi dolgočasen, ko omenjam Antičiča, ampak bil je med prvimi, ki je 22 objavil tisto svojo Slovenskim planinskim polkom in je potem praktično to bila ena od 3 oziroma 4 knjig, ki so nekje spomin na prvo vojno prek 20. stoletja nekje ohranjale. Njegova zgodovina in pot je pa kljub temu dobro obdelana. In tu moramo pravzaprav malo pogledati, moram reči, tudi onkraj zgodovinopisne znanstvene stroke. Velike korake v preteklosti so naredili raziskovalci polka in zbiralci gradiva, kot je bil na primer pokojni Miomir Križaj. On se je lotil enega zelo zanimivega podjetja. On je iz vseh objavljenih spominov, pa nekaj drobcev neobjavljenih, tudi marsikdo od nas mu dolguje, imamo doma kakšno knjigo, ki nam jo je on prodal na Bolšjem trgu, tudi vezano na 27. domobranski pehotni polk. In on je iz vseh teh publikacij naredil potem po dnevih pregled polka in potem to objavil v vojno-zgodovinskem zborniku, kar v nekih zaporednih, mislim, 10 ali 12 številkah. Aktivno se je zbiranje in iziskovanje dediščine 27. domobranskega pehotnega polka, vključujoč materialne ostanke, teren, fotografije, posebej znake in uniforme, se seveda še danes ukvarja David Erik Pipan. Moram reči, da sem tudi jaz za tale prispevek, ki sem ga pripravil, sem moje rokopise, kjer imam izpisane podatke, sem jih preveril po enem njegovem tekstu, ker on je to res zelo skrbno praktično celo življenje po svetu. Med zgodnjimi pionirskimi raziskovalci, ki so tudi zunaj stroke, je pa seveda Jakob Cigler, on je začel z znaki in seveda poudarke dal tem, kar rečemo, slovenskih polkov, ne seveda govorimo o avstro-ogrskih vojakih iz nabornega območja, pač iz ozemlja nekje malce širše današnje Slovenije.
Tomaža Butkoviča. Tomaž Butkovič je sicer objavljal knjige o Bohinju, ampak pogosto je bil v muzeju in sabo nosil kupe fotografij in pomagal pri dokumentaciji in imel tudi marsikakšen rokopis. Tako da je to zelo škoda, da tudi v 27. ki je bil domobranskem, ki je bil njemu eden ljubših polkov, da ni pravzaprav objavil take knjige, kot je recimo o Torudiji s Torudijevim bataljonom, ne, po bojiščih. Med zgodnjimi pionirji, ki so svojimi prispevki o slovenskih polkih Avstro-Ogrske armade v druge polovice 80. dalje, moramo seveda omeniti tudi Janeza Švajcarja. On je ne le populariziral, ampak on je, bom rekel, zelo kar dogmatsko vzpostavil ta termin slovenski polki, ga populariziral in polemiziral in potem to objavljal takrat pod uredništvom dr. Petra Vodopivca, objavljal v Kroniki. To so bili pravzaprav prvi nekak prispevki. In pa potem seveda to prišel potem v boje za severno mejo, kjer je on v bistvu tudi podobno odločno zastavil pojem slovenska vojska in seveda slovenske prostovoljce, borce za severno mejo na ta način problematiziral. In seveda naredil eno knjigo, ki je zelo skromna po obsegu, danes pa predvsem med zbiralci zelo iskana, to je Prva svetovna vojna, ki ima prvi pregled vseh teh enot iz teh nabornih območij, na dveh straneh, zelo majhne črke, majhna velikost znakov, ampak če kdo pozorno pogleda enciklopedijske preglede in vse to, kar se pojavlja, je večino to pravzaprav je nekje on, če že ne bil, da bi bil direkten vzor, je bil pa saj tisti, ki je služil kot tisti, da se je preverjal podatke. No, tako da knjižica, ki je pravzaprav zanimiva v tej zgodovini Prve svetovne vojne, ne. Posebej seveda pa njegovo delo bilo ta razmislek o slovenskih borcih za severno mejo, ki so se seveda, tako so pri njemu tudi te polki Avstro-Ogrski zbudili pozornost, ker so se pač rekrutirali iz teh enot, o katerih v bistvu zdaj jaz govorim, ne. No, argumente za to, mislim, za imenovanje slovenski polki, ne, če se vrnemo k 27. domobranskem polku, je seveda že on odkril in se tu ni motil v njegovi strukturi. Namreč vse avstro-ogrske enote, Avstro-Ogrska Ištvan Dek ima tisto odlično knjigo o avstro-ogrskih častnikih, je v bistvu nacionalno, narodno slepa. To je pomenilo seveda, da je bila predvsem pragmatična, jezik je imela za komunikacijo, kljub temu, da je Habsburška monarhija bila nemška, kljub temu, da so večinsko imeli prevlado med častniki nemški krogi in tako naprej, je v resnici v tej slepoti bila pragmatična in dopuščala, da tam, kjer je bilo eno petino vojakov je govorili, je potem lahko govorili tako imenovan polkovni jezik ob uradnem nemškem, kar pa je seveda pol v praksi pomenilo, da so in tudi počastniki seveda kot vojaki so itak to, je bil to njim domači jezik, so pa nekje potem tudi spodbujali te nižje čine častniške, da znajo jezik moštva, ne. Je pa to seveda struktura polkov je po celi Avstro-Ogrski monarhiji ista, v 16 korpusih, vsa odraža pravzaprav to. Zdaj za moštvo, jaz sem si tle zabeležil, da je nekje 85% je imel slovenskega moštva, torej Kranjska in deli Primorske, z kasarno v Gorici. Je 85, je pa seveda ta številka nihala. Polk se je tekom vojne zelo spremenil in dosegale je tudi večje številke iz slovenskih nabornih območij. Zato so te številke po različnih publikacijah, ali italijanskih ali avstrijskih, so v resnici različne, pač glede na vire. No, naborna okraja sta bila Ljubljana, Trst, torej dežela Kranjska, dežela Goriško-Gradiščanska. Sedež, polkovno poveljstvo je imel nameščeno v Vojašnici v Ljubljani. O njej zgrajena bomo še se dotaknili. Njegovi štirje, ko rečem Ljubljana, res mislim Ljubljana, ker polk je bil ustanovljen pozneje, kot je bila zgrajena Vojašnica in je bil v Cukrarni in tako naprej. No, ampak sedež je imel v Ljubljani. Njegovi štirje bataljoni so nastali pa kot posledica, ni bilo to iz novega, ampak kot posledica reorganizacije domobranskih enot. Tako je bil sestavljen v bistvu iz domobranskega bataljona Ljubljana številka 25, tretji bataljon, domobranskega bataljona Novo mesto, številka 24, četrti bataljon, potem bataljona domobranskega pehotnega polka številka 4 iz Celovcev, torej iz te
vojašnice, v kateri smo danes, in enega bataljona, ki je bil pa edini ustanovljen povsem na novo. Del vojakov v začetku 20. stoletja, 1901 je bil uradno 27. domobranski pehotni polk ustanovljen, so jih zaradi pomanjkanja prostorov nastanili v bivši opuščeni ljubljanski tovarni sladkorja Cukrarni. In leta 1906 so se vojaki končno lahko preselili v novo ljubljansko vojašnico, ki je bila zgrajena ob Poljanski cesti. Ob Poljanski cesti. In tako v bistvu sta oba polka, tako 4. kot 27. lir, po kratici, sta dala ljubljanski vojašnico prepoznavno ime, pač Domobranska Landwehr, deželna bramba oziroma domobranstvo, kot tudi ulici ob njej vse do konca druge svetovne vojne. Podobno zanimivo je tudi to, kaj je še posebno zanimivo vsega tega polka. Ne samo, da je to pač, da so to domobranske pač enote avstrijske polovice po dualizmu, Honved na Ogrskem, Landwehr, brambovstvo, deželno brambovstvo, domobranstvo na avstrijski polovici, ampak tako kot 4. domobranski se je tudi 27. domobranski polk 1. marca 1911 preoblikoval v avstrijsko gorsko enoto, Landwehrsgebirgsregiment. To je bil del širšega nekajletnega procesa preoblikovanja polkov bataljonov gorske enote. Namreč avstrijske meje, posebej na jugozahodu, so seveda gorate in je pravzaprav nenavadno, da so tu zamudili za Italijani skoraj 20 let, da so oblikovali. Italijanski alpini imajo daljšo tradicijo. Je pa to bil daljši proces, ker nekje traja 3 leta tega preoblikovanja, zato je kdaj malce nenavadno te selitve enot, kjer se 4. seli v Gorico, pol v Gorici nastane en delček tega 27. in tako naprej. Namreč, gorska enota, kaj to pomeni? To pomeni, da so bile enote posebej tako opremljene kot izurjene za gorske razmere, gorskega bojevanja, in te enote, in v bistvu ustanovitev teh enot, torej 1911, se je potem pa šteje tudi kot začetek slovenskih gorniških enot. To je bilo prvič zaznano leta 2011. Na Cerju je ob sodelovanju z vojsko bila ena velika manifestacija, kjer so praznovali 100-letnico gorniških enot. Tako da vsej nekje sem jaz imel občutek, da se ta točka nič, kjer ne bi se ne začenjali, da je segla, bom rekel, v to avstro-ogrsko tradicijo, tudi uradno. No, po reorganizaciji je bil domobranski 27. polk sestavljen le iz 2 bataljonov namesto 3. Kot vemo, pehotni polki 17., 87. celjski in tako naprej imajo 4 bataljone, do 5, on je imel samo 2 namesto 3. Prvi bataljon, to je pa zanimivo, ne s 4 stotnijami, ampak s 5 stotnijami, poveljstvo in kader je bil v Ljubljani, tu. Drugi bataljon je imel poveljstvo in 4 stotnije v Goriški kasarni. Ta drugi bataljon, ki je bil organiziran 4. domobranski s 4 stotnijami, je bil nameščen v kasarni nadvojvoda Rajnerja v Gorici in kot gorska enota so bili zadolženi, in to v resnici tudi delali ves čas do Prve svetovne vojne, so bili zadolženi za varovanje meje od Gorice do Bovca oziroma do Trnjave, Kluže oziroma Koroške. Pred vojno so bili tako vojaki 27. domobranska poslani na gorska območja od Gorice do Rombona. Razporejeni so bili v Kobaridu, Livku, Kanalu, Breginju, Kojskem, Tolminu in drugje. No, ta faktografija, jaz sem večkrat dopolnil, sem bil zelo vesel, ker smo v muzeju dobili nekaj dnevnikov, tudi nekaj rokopisov, med njimi seveda že večkrat sem citiral Hermana Vidmarja. No, takrat smo ga tudi pri plebiscitu zelo uporabljali, ker je bil on seveda vpleten tudi v to dogajanje po Prvi svetovni vojni. Herman Vidmar je bil zanimiv, ker je s svojimi vojaki služboval v okolici Kobarida in je tik pred vojno vodil priprave za vojaške vaje. To so bili zelo znani manevri, tudi v različnih zbirkah se njihove fotografije iz teh vaj pojavljajo. Natančno je popisal naloge in organiziranja bivanja vojakov. Recimo, da kar njega preberem. On je napisal: moj rajon je bil od Kuka 1700 metrov do Matajurja 1900 metrov, Livek sam je bil 900 metrov nad morjem.
Naloga moštva izučiti, da pozna vsak kot, odrediti obrambo in eventualni napad. Zmajal sem z glavo, ko sem videl, da moji predniki niso ničesar naredili. Samo jedli, pili in eksercirali so. Taktično sploh niso nič delali. Šel sem takoj na delo. Oficirjem to ni bilo ljubo, ker so bili lažje, a dlje zaposleni. Rekli so, brez ekserciranja ni vojaštva. Ko sem dobil še prvo četo, sem se spravil na ceste in pota. In res polk je takrat prišel zelo dober v javno, oziroma v ta, kot bi rekel, patetičen kolektivni spomin lokalnih prebivalcev na Kobariškem. Ljudem vaščanom sem šel na roko. To pomeni, ob terenskem delu je v glavnem res, tam so res gradili en kup nekih objektov, cest in gradili na veliko, veliko časa, vojska je imela veliko časa. Ne? Zanimivo pa je, da nam je Herman Vidmar zapustil, to pa samo za rekonstrukcijo tega življenja v domobranski vojašnici, pa v kadetenci. Zdaj moram reči, da tukaj je, kogar zanima seveda častniško življenje. Ne? Herman Vidmar začne seveda kot kadet, kot poročnik, gre skozi razne polke, po 18 letih pol pride v štab tukaj v 27. domobranski pehotni polk. No, ampak kogar zanima ta pomen častnikov, njihove navade, tukaj danes nimamo časa za to, je seveda odlična knjiga dr. Roka Strgarja o ljubljanskem vojaškem garnizonu in o tem, kako so vojaki čustvovali, razmišljali, se družili, kakšne so bile njihove vrednote. No, Herman Vidmar je zapustil, kako je recimo izgledalo šolanje v kadetski vojašnici in on pravi, te spomine je seveda pisal 26, to se čuti malce ta duh časa, že malce ta odnos do monarhije. In z 10-letnim presledkom je potem nadaljeval septembra 36, kar pomeni 10 let nejasno je ustavil pisanje, pa pol začel. Sicer ni bil, rodil se je v Lokvah nad Gorico v Trnovskem gozdu leta 1875 in po več selitvah se je njegova družina ustalila v Ljubljani. Ne. Ko je vstopil v domobransko kadetenco v Wiener Neustadtu, bil je sošolc od bolj znanega Pečeta in še bolj znanega seveda Rudolfa Maistra, ki mislim, da je bil eno leto pred njim. Takrat sta se prvič srečala in se potem celo življenje srečevala. Je napisal, do sedaj prost, svobodomiselen, bil je liberalno usmerjen, narodnostno krepak, telesno izvrstno razvit, v vsakem pogledu še nepokvarjen sem prišel pod vojaško disciplino. V glavo so nam utepovali, da nosimo Kaisersrock, da smo bodoči oficirji, da moramo držati na čast. Vsi, da ne moremo priti kot princi na svet, pokolenje iz nižjega stanu ni nobena sramota, vendar da morajo oni, ki so iz nižjega stanu, počasi pozabiti ter iskati občevanja le z osebami, ki so oficirskemu stanu primerne. Svojih staršev, bratov, sester, sorodnikov se ni treba sramovati, vendar se ni treba z njimi javno kazati. To je bila že prva grenka pilula, ki jo je doživel. Razočaranje je v kadetnici in to se potem pojavlja. Bil je zelo, bom rekel, v duhu časa narodnjaško, narodno, mogoče bi se to na trenutka rekli, nacionalistično usmerjen. Razočaranje je doživel tudi glede narodne enakopravnosti. Zapisuje, da tudi glede narodnosti se je pralo brez vode. In pravi, vse narodnosti so v monarhiji priznane, to da občevalni in službeni jezik v vojski je nemški, tega morajo vsi znati. Da bi se mu morali priučiti, se je prepovedovalo drugače med seboj občevati kot nemški. To je drugače kot pragmatizem, ki sem ga omenjal. Ne? Bolj kot naši predstojniki so na to gledali naši nemški tovariši. Prve dneve smo jih ubogali, ampak poslušajte naprej, kmalu pa ne več. Začeli so nas tožariti, vse politično in narodnostno mišljenje so nam takoj zatrli. Gojenci naj bi vedno imeli pred očmi svoj cilj, to, kar ima Rok Strgar odlično poudarjen, da postanejo avstro-ogrski častniki, ki naj ne bi bili narodnjaki, temveč samo Avstrijci in cesarjevi verni sluge. Vidmar si je zabeležil, da so se navidezno tega držali, v srcu pa so bili drugačni. Verjetno je bil v tem precej tudi osamljen. No, svoje te ostre kritične misli, ki so razkrivale dileme bodočega slovenskega častnika, iz tega njegovega stališča je potem tudi prišel v konflikt po letu 1918, kjer so pa prevladale seveda vrednote upornikov
vrednote dobrovoljcev in tako naprej. In on se je tle počutil, ker je pa malo tako črno pikico kot del stare avstro-ogrske hierarhije dobil, se je pa seveda počutil to do njega nekrivično, ker je večkrat imel pravzaprav težave zaradi petja ali slovenskih, no, tudi vem, da so peli tudi poljske pesmi, en Poljak je bil prav hud v tej enoti in tako naprej. No, seveda je pa treba to umiliti pa s tem, kar je pa tudi sicer zapisal, ne. Resnici na ljubo moram navesti, da so drugače z nami lepo ravnali, da smo bili obilno in prav dobro prehranjeni, oblečeni in tudi stanovali smo zelo udobno. Smatralo se nas je bolj kot bodoče mlajše tovariše. In potem on povzame. Hrana je bila jako dobra in obilna, spali smo na vojaških posteljah, slabnačah, v sobah po 18 do 20 gojencev. Vsak teden smo enkrat imeli od 7 do 16 ure spet ekserciranje. Ne smemo pozabiti, da poveljnik avstro-ogrske armade je bil slovenski rojak Blaž Žemva, s tem priimkom, ki ga je zelo čudno, sicer zagrizen antisemit, z priimkom, ki ga je razlagal iz nekih čudnih povezav in seveda znan je bil potem, da se je igral za svinčenimi vojački. V tem istem obdobju, ko so bile te gorske enote postavljene, je seveda Konrad von Hetzendorf, bodoči njegov namestnik v času vojne, je seveda načrtoval preventivno vojno proti Italiji. In zaradi tega seveda ni bil prav popularen, ker on je hotel kar takrat to neko in je seveda, potem, ko se je vojna v resnici začela, je bil Blaž Žemva zamenjan in prišel je Konrad von Hetzendorf, ki se je pa rajše igral s pravimi vojaki, ne svinčenimi. Odnos je bil pa v marsičem podoben. No. Ja, no, kot sem že rekel, sošolci njegov je bil Rudolf Meister, Karel Peče, Leto gor ali dol. V vsakom si je zabeležil kakšno drobno opombo, nekatere kot Rudolfa Meistra je potem sledil tudi skozi celo življenje. Recimo, so pa te njegove zanimive bile, kako si je to zapisal, napisal je recimo, za enega je napisal prijatelja, umrl je kot poročnik v Lvovu, bil odličen in neustrašen narodnjak, to mu je bil očitno kriterij, ali za drugega, Ljubljančan, o katerem se ni vedelo, ali je Slovenec ali Nemec, ki njegovim spominom dajajo neko tako osebno noto, pa seveda zelo subjektivno. In pa seveda pa tudi dodaten zgodovinski pomen se razkrivajo vrednote, predsodke častnikov obravnavanega obdobja. No, zdaj tole, on je bil seveda pol poslan v 23. domobranski pehotni polk v Zadar. Tle pravi, deloma sem bil vesel, da sem prišel med Slovane, žalosten, ker sem bil daleč od Zorke. Ker naenkrat vstopi ena Zorka, ki se sicer ne pojavlja v njegovih spominih. Zanimivo, ko Vojeslav Mole, umetnostni zgodovinar, ima praktično tam 500 strani, če se prav spomnim, na drobno pisanih spominov, ki so išli pri Slovenski matici, pa mislim, da ženo omeni samo 2-krat in to tik proti koncu. Ga pa praktično celo obdobje od 97. polkom gre, najprej na nabor, do polka pride v 17. praktično si ves čas dopisujete, ampak jo ni omenil. Nima tega čustvenega ni bilo to, čeprav so bili to intimni, zasebni spomini. No, potem je pa seveda po 18 letih službe v tujini, torej tudi Zadar imenuje tujina, vse te kraje, kjer je bil. Bil je mimogrede, bil je v Přemyslu, Zadru, in tako naprej. No, pa je pa napisal, ki je prišel pa k 27. domobranskemu pehotnemu polku, je pa napisal, nepopisni so bili moji občutki, ko sem nastopil službo v kraju, kjer sem se šolal, kjer sem preživel lep del svoje mladosti, z užitkom sem prehodil v kraje, kjer smo se kot dijaki igrali, na vse sem se spomnil, kdor je vedno živel v Ljubljani na varnem, ta mojega veselja in zadovoljstva ne more razumeti. Seveda pa kljub domačemu ljubljanskemu okolju, v katerem se je zelo kmalu uveljavil, tudi onkraj vojašničnih zidov so ga začeli ljudje spoznavati, udeleževal se je raznih kulturnih dogodkov, kar je bilo sploh značilno. To je itak, tukaj tudi v slovenskem prostoru ni nič bilo drugače, kot recimo Šnicler piše v tistem poročniku Gustlu, ali pa kakor vemo iz Jozefa Rota ali pa iz Štefana Cvajga, ta kavarniške povezave, ne da bi romantiziral obdobje in čas. No, pa njegovo je bilo pa kljub temu okolju domačemu, kjer mu je bilo pa nad odnosom visokih častnikov tudi v Ljubljani do nemških narodov ni bilo nič boljše kot v drugih vojašnicah.
on in dosti enkrat si je malo resignirano napisal. Polk je bil pač gorski Gebirgsregiment, torej to je imel neko posebno težo, neka pravzaprav elitna enota, kljub temu, da so bili domobranska enota, ne. Vsled tega in tudi iz političnih ozirov je služilo v tem polku največ tujcev, kar jaz mislim, da ne drži. Zraven je pa on seveda dodal po lastnih izkušnjah nadutih nemških nacionalcev, osobito Korošcev. Ne. Tako da je to. Zanimivo je, ne? Očitno je takrat se zelo veliko organizacijsko delovalo v zvezi z vojašnicami. Ne samo, da sta v Ljubljani, sta praktično v zelo kratkem času nastale kar dve, vojaštvo se poveča. Tudi Josip Vitez Pogačnik je leta 12 napredoval v viteški naziv zaradi uspešne izvedbe reformiranja vojske. Kar pomeni, da vojska je pač bila ena od stebrov monarhije. Tega se mi danes premalo, poleg cesarja, ne, je to bil res temelj monarhije in je bil to res zelo močen steber. No, je pa tudi on, očitno tudi na njega to vplival, da je potem, ko je bil v Liveku kot ljubiteljski risar, je tudi on narisal načrt za kasarno, za vojašnico, naj bi bila v Liveku postavljena domobranska vojašnica. Kar je najbolj zanimiv, je, da je pri svojih nadrejenih vzbudil pozornost, on je te risbe svoje skrival in mu jih je pol nadrejeni vzel, kaj pravzaprav riše in je rekel, wow, to je pa zelo dobro. Naj bi se vzoroval in zelo sodobno naredil, pravzaprav tisto poslopje. In risbo je ne sam pohvalil, ta njegov nadrejeni, ampak je dodal nekaj popravkov in mu predlagal, naj vloži prošnjo za dovoljenje, da se v Liveku zgradi vojašnica, to je pod Matejurjem. Kljub naklonjenosti pristojne komisije je pa potem seveda uresničil pobude, je preprečila svetovna vojna in z njo povezani dogodki. Zdaj, to je ena taka drobna fusnota v tej zgodbi, ampak zanimivo je, da seveda je vojna, zgodilo se je tudi to, da Avstro-Ogrski je takoj manjkalo vojaštva, že od začetka, in so seveda praktično te izurjene gorske enote, kljub vsej kritiki, ki smo jih prebrali, pravzaprav potem cel tretji korpus je v bistvu odšel v Galicijo. Tako, in tam pol v bistvu, tako kot propade vloga 5. dragonskega polka Konjenice, vsi tisti plemeniti konji, tudi iz Nušakove vojašnice, kar naenkrat služijo kot v bistvu za transport, za prevažanje vozov, kmalu pa pravzaprav tudi za hrano. Ne nazadnje jih tudi v Přemyslu pobijajo, zaradi tega, da ne bi padali v ruske roke in tako naprej. In tako so pravzaprav te gorske enote opremljene z navadno pravzaprav domobransko opremo, so jih potem pravzaprav poslali v Galicijo. Sredi avgusta 14 so se vojaki pohodnih bataljonov 27. domobranskega pehotnega polka dopolnjeni, kar je zelo pomembno, dopolnjeni so številnimi novinci. Takrat polk res dobi 4 bataljone, torej čisto popolnoma novi vojaki, iz Ljubljanske železnice odpeljali proti bojišču v Galicijo. To je zanimivo, ne? Če sem prej rekel 2 bataljona, v dneh po mobilizaciji se je na polkovnem zbornem mestu v Ljubljani in Gorici, torej skupaj zbralo prek 4700 vojakov, ki so bili organizirani v 4 bataljone, torej dobijo tako strukturo, kot je običajna, ne? S splošno mobilizacijo je vojna pač pol grobo posegla, o tem smo že zelo veliko govorili. Nastal je problem spet vojašnic. Ponovno to se vidi, če je bilo 3100 vojakov v mirnodobnem obdobju, so kar naenkrat spet nastanjevali zaradi mobilizacije vojake po privatnih poslopjih, po vsem, kar je bilo mogoče, po javnih poslopjih. Vemo, da potem, ko se že zne tlele bojišče, se tudi šole napolne, ne samo z vojaki, z ranjenci, begunci in tako naprej. No, in te vojaki novi so seveda po razdelitvi orožja pol morali imeti kratko vojaško urjenje, to se je dogajalo ponavadi kar na teh dvoriščih vojašnic ali pa v bližini, in potem so 15. avgusta so se odpeljali v Ljubljani, ne. Zdaj, zanimivo je, kako je to izgledalo. Mi vemo, recimo, praviloma so potekale maše na javnih trgih, ne, tudi v Ljubljani, pred Škofijo, pred nadškofijo današnjo. No, tukaj je bilo pa prvemu in drugemu bataljonu na dvorišču nove domobranske kasarne v Ljubljani je daroval mašo nadškof Jeglič, kar kaže, koliko je bila to pomembna enota, ne.
blagoslovil vojake, to je bila tudi običajna praksa, to najbolj poznamo iz Ažmanove kronike Postojnske, kateheta Ažman, ki je pravzaprav cel popis naredil, kako je upravljal to svoje delo duhovniško med službo. Zbrano je nagovoril, to je tudi kranjski deželni oglavar Šusteršič. Herman Vidmar je mogoče tudi pod vplivom tega govora potem v svojih spominih malce negodoval nad njim, ki je bila tista množica, ki jih je pozdravljala, ki so šli na železniške postaje in je pol tako ni bil čisto povsem zadovoljen, ker vojaki so se vsem počutili malo deprimirani od tega, kar se pravzaprav dogaja. In pa na koncu je nagovoril pa še polkovni poveljnik, to je bil Karel Zahradniček takrat. Podobno je drugi in četrti bataljon v Gorici, je vojaški korat in pa podpolkovnik Koloman Vojnovič jih je nagovoril. Oni so šli, to je zanimivo, 14. avgusta zvečer so šli na goriško železniško postajo. No, zanimivo je bilo, da so na starem goriškem pokopališču so imeli, ker vojašnica ni imela tam pri njih dosti prostora, so na starem pokopališču civilnem so na tistem prostoru pred njim so imeli ta shod, pa so se odpeljali iz goriške postaje in vozil je vlak 12 ur do Ljubljane, da so pol prišli. In 5. avgusta so pa vsi skupaj, pač te bataljoni, ki so jih ukrcali na vagone. Aha, jaz sem zdaj na tole malo pozabil. No, tole vidite, to je tale nova domobranska vojašnica. Tukaj na tej sliki zraven, ki so tri, šempetrska, je pehotna in domobranska, in pa potem ta najnovejša, 1906 ob Poljanski cesti. Torej ta ob domobranski, ob Poljanski. No, tukaj je 1909, 18. avgusta, torej na praznovanje cesarjevega dne, je 27. domobranski pehotni polk se je vrnil z nekih manevrov. In so ponovadi, to se je pol spremenili v neke mimohode, ki so se praviloma imeli srednjo točko na Kongresnem trgu. Mi imamo praktično za vse te enote imamo kako fotografijo. Topničar je 17., 27., ki so pravzaprav tole tako. No in tukaj je en pogled vzgor iz fonda časopisa Slovenc. Vidite, kako je potem ta območje, ta res vojaški kompleks, ki je bil takrat izjemno sodoben, nastajal. Tukaj prepoznate Ljubljanski grad, zadnji cerkev Svetega Jožefa, zvonik gleda ven. In pa potem celo neka industrija tukaj v tem moščanskem naprej delu. No, to je Herman Vidmar, katerega zgodbo sem takole malo prepletel zraven. Tale, kjer piše jaz, to je on v Liveku, to so manevri. Tukaj je tudi ena zgodna skupinska fotografija 27. iz leta 1912 pred Prvo svetovno vojno. In potem seveda je tu ta odhod. No, tukaj to je last Pavla Carja, dr. Pavla Carja, foto Jakob Prešeren, ko so tudi šli njegovi spomini, on je tole odhode iz Novega mesta nabornikov. Vidite, nimajo uniform, ampak to grejo šele v vojašnice, da potem dobijo opremo, orožje in potem v bistvu gredo naprej. To so pa fotke, take fotografije za Ljubljano, za 27. domobranski pehotni polk nisem našel, zato ponovadi uporabljam eno iz te široke skupine, ki jo hrani Angelika Hribar, gre za vojake 17. pehotnega polka. Tukaj, če pozorno pogledate, boste videli, nimajo ruševčkov gor, ker to ni 27. domobranski, ampak so okrašeni s cvetjem. To res odidejo in tako se odpeljajo tudi do... Kot del 3. korpusa se tudi 27. domobranski pehotni polk, bataljoni odpeljajo na vzhodno bojišče in 19. avgusta, to nekje 4-5 dni je trajala ta pot, pridejo v okolico Strija v Galiciji. Tukaj ne bom niti bral, ker sem že kar dolg bral, ampak samo to, da se je že Herman Vidmar se je pritoževal, kako so transporti zastajali, vlak ni nikoli vozil hitreje kot 25 na uro, na vseh teh postajah jih je množica pozdravljala, cvetje, šopki, hrana, pol počasi pravzaprav jih pa izkrcajo v Striju in se začnejo pohodi, ker niso hoteli pričakovano pripeljati do meje, da jih ne bi Rusi prehitro pričakali, so pol nekje 3-4 dni so se na tistih mestih zbirali in prehodili
ogromne pravzaprav razdalje za 40 kg opremo, do 40 in tako naprej, kar jih je vojake v bistvu zelo izčrpalo. No, tukaj je ena fotografija, ki je zanimiva, ker je iz zapuščine legendarnega Maxa Peterlina. Tukaj vidite že pravzaprav begunce, ki so umikajo pred bojem, pa to pa je 27. domobranski pehotni polk, katerega je pripadnik je bil. In pa potem seveda nekaj teh prizorov življenja. On je bil pa kar nekaj časa v Galiciji, ne, tle pol nastanejo, pol tele počasi nastanejo tele sistemi, ne. No, zanimivo, že pri samem prihodu je Herman Vidmar opisal en tragičen dogodek, kjer so vojaki v paniki, v pričakovanju kozakov prekrižali pot. En del polka je prekrižali po noč, se niso prepoznali, so začeli streljati in je bilo nekaj mrtvih in ranjenih. To si on ne samo, da je bilo, to je bilo zelo močen vtis, ker si ga je on potem celo zarisal na nekem, kako je to izgledalo. No. Pozneje je bil na tem gališkem bojišču tudi ranjen in se potem vrnil tu v Ljubljano in potem bil naprej poslan na balkansko bojišče. Ne. No, kaj se je zgodilo seveda pa samim polkom, torej dnevni nočni marši 6. avgusta so prišli, 5. avgusta so prišli v vas 10 km od Přemyslanov, po počitku so ob 19. uri je zatrobil alarm, šli so skozi vas in potem so nekje 26. avgusta prekoračili zelo blizu 17. pehotnemu polku reko Zlato Lipo in zasedli vzhodno pobočje grebena Krasne. In se pa seveda, preden so to lahko sploh izvedeli, so se znašali v peklenskem ognju ruskega topništva in pehote. To je pa najbolj slaven primer tega, seveda je zapisal Matičič, ki smo ga mi večkrat uporabljali. To pa je napisal. Tako smo se pehali še 2 dni naprej in 26. avgusta 1914 pri Přemyslanih zadeli na Ruse, ki so nas že čakali več dni zakopani v 3 vrste. In tedaj so nas pošteno požegnali in z gostim ognjem in svincem krstili naš polk in ves 3. kor, torej korpus. In v nekaj urah je bilo dopolnjeno in končano vse naše ogromne delo. Vse priprave. Naše čete so šle naprej kot teleta v klavnico, brez glave, brez vodstva. Prej smo vedno mislili, da pojde vse tako v redu, kot je šlo na vežbališču in v paradah, a zdaj je padalo vse navzkriž, zvijalo se v krvi, ječalo, skrivalo in se bežalo. Vse navzkriž je treskalo, žvižgalo. Matičič je bil seveda pisatelj, doznan in je znal to dramatsko kompenzirati. Naši oficirji, ki so bili zdaj vsi presenečeni in vsi brez glave in se skrivali, kamor so vedeli in znali, vodstvo pa prepuščali mladim kadetom, ki niso bili mnogo zmožnejši od aktivnih oficirjev. No, to je zanimivo, da tukaj se že takoj oblikuje to, kar je potem postalo značilnost strelske vojne, da praktično tisto pravo življenje z vojaki prevzamejo nižji častniki pa nižji čini. In oni so pravzaprav tisti, ki se svojo modrostjo ali neumnostjo odločajo o življenju in smrti in reagirajo. Medtem ko višji častniki, visoki častniki pa seveda vodijo to veliko strategijo in so ponavadi potem oni tudi največkrat odlikovani za najvišjimi odlikovanji. Ker hierarhija je veljala tudi pri odlikovanjih. Se je redko podrla, da bi kdo lahko dobil kaj večjega, kot je bilo pristojno za prostake. Ne. No, ob hudih izgubah je bil 27. domobranski pešpolk potem skupaj z ostalimi enotami prisiljen na dolgotrajni umik in na obrobje Karpatov. Te zgodbe zdaj ne bi niti ponavljal. Dejstvo je, da kaj je v tem obdobju, ko so se umaknili proti prelazu Dukla, je štel samo še 300 aktivnih vojakov, kar pomeni, izgube so bile nekje 14%. Mrtvi so bili 14%. Te izgube, ne, to pa pomeni nekje vsi, ki so bili ranjeni, oboleli, zunaj stroja, dezertirani, ujeti. In tega je bilo v tistem obdobju zelo veliko. Tukaj se je res, tle posamezni vojaki niso šteli nič. Tukaj se je res vojska pokazala v tistem najbolj krutem. In ruski pritisk je pravzaprav, in pa se počasi začne okupavati, za razliko od Rusov, ki se okupavajo že prej, so se prisiljeni okupavati in potem se vojska počasi ustali. Ne, praktično pa ruski pritisk popusti šele po preboju pri Gorlicah, k maja 1915 nemško-avstro-ogrske enote med Tarnovom pa Gorlicami potem prebijajo fronto in se potem fronta nekako ustali. Spustil sem seveda, ker 27. domobranski pehotni polk nima nič s Přemyslom, ampak seveda fronte dihajo kot celota in to je čas, to smo že pravzaprav maja 1915,
ko pravzaprav se Italija napove vojno. Vsi kontekst, kako se je to zgodilo, poznate. In tako pravzaprav začnejo pošiljati po nekje 10. pohodni bataljon, začnejo pošiljati na Soško bojišče. Recimo, še pred začetkom boja na Soči je bil prvi pohodni bataljon 27. domobranskega pehotnega polka poslan v Tolmin, ne, kjer je tudi pričevanje govori, da je korakal na železniške postaje s slovensko zastavo. Ne, tako, sej nekatere polki kot celjski so to že v Pocelju so s slovenskimi zastavami imeli pravzaprav jih razvite nad glavam. Seveda pravilo pa to ni bilo nasprotno, ne, bilo je to celo v nasprotju s pravili. Ne. Zasedali so položaje na območju Mengor in so tam pričakali začetek vojne z Italijo. Sicer je pa večina 27. domobranskega pehotnega polka od avgusta 15 začela prihajati na bojišče ob reki Soči, to pomeni v Rabel, Bovško, Krnsko pogorje, planino Duple, Lemaš. No, tukaj vidite nekaj fotografij iz zapuščine oziroma iz fonda Davida Erika Pipana. Tukaj vidite planino Duple, vidite Lemaš. Ne. Tukaj začno pa prevzemati to svoje znanje kot gorska enota, so uporabljeni v prave namene. Ne. Štab polka recimo se je nahajal v nekem obdobju na planini Duple, ves čas se je tu v Visokogorju, kot tudi na Tirolskem, boril z zimskimi razmerami in imel žrtve zaradi plazov. Recimo, prvi bataljon, zdaj to sem si jaz zabeležil eno razpredelnico tega sočasnega. Recimo, prvi bataljon je bil premeščen na območje Rombona, 9. bataljon nad Rabljem. Imeli so podmoložaje nad Velikim Lemežem, Šmoharjem, poveljstvo polka je bila Duple pri Krnskih jezerih. Posebne stotnije so bile nameščene na planini Golobar, Javorško, na bojnih položajih na Bovškem. Tu se vojaki res raztrosijo in je zelo težko slediti. No, tukaj je tudi eno zanimivo, to je ponovno dr. Pavle Carja. Jako Prešeren je recimo to območje Lemeža. On je po vojni obiskoval te kraje in je potem tele gorsko sliko opremil s temi dosti natančnimi. Nažalost, ko so izdajali spomine njegove, te zapise za ta fond niso vedeli. Čeprav je ravno takrat ta fond bil pri meni. Gospod, ki je te spomine objavljal, je bil pri meni v pisarni v tistem mesecu, slučajno, ko sem jaz od dr. Carja imel te slike pri sebi z dovoljenjem, da jih poskeniramo. In je on spraševal, če morda imamo kakšne fotografije, in je začel naštevati Veliki Lemež, Duple. Knjiga je bila pa praktično teden dni pred tiskom. In seveda to je taka malo smešna zgodba o slabem sodelovanju. No, ampak pustimo to naprej. No, seveda, in pol, kar je še pomembno, od konca marca je ves polk od konca februarja, marca začne slovenske vojake iz Soškega bojišča preseljevati na Tirolsko bojišče. Pravzaprav vse. In zato recimo se ne smemo čuditi tej grozljivi še vedno številki do 3500 mrtvih, ne? Ampak glede s tem mitom, da ta Soška fronta je tista, kjer so jo branili v glavnem Slovenci, ne? Čeprav so bili res na najtežjih položajih, na Dobrodobskem krasu, Šmihel, Martinščina, Podgora, recimo 17. pehotni polk, res najbolj trdi položaj, Celjani 27. 17. Seveda je pa številka ni tako visoka, kot jo dosegajo nekateri recimo Poljaki, ki smo prejšnji teden imeli razstavo v Pivki odprto, imajo 20 000 padlih na bojišču. 20, kar pomeni, je pa tudi to, ker so bili praktično v večjem številu praktično samo od oktobra 15 do marca 16 na teh področjih. Potem jih pa premeščajo na Tirolsko, južno od Bolzana, 1. in 3. bataljon v Aver, 2. v Brunzolu. Nekje do 15. maja so malo počivali, potem se je pa začela avstro-ogrska ofenziva proti Italiji, torej pomeni Asjaška planota. Oni so naskakovali Monte Cengio, Monte Pau, kjer so imeli velikanske izgube. Je pa ta ofenziva kljub uspehom predčasno prekinjena. Fronte, kot sem rekel, dihajo kot celota, Brusilov začne novo ofenzivo. In polke premeščajo, za razliko od 17. ki je ostal na teh območjih. Danes vsi imamo kot glavno spominsko točko Monte Chieso. Je pa seveda 27. bil ta od teh nesrečnežev, ki je moral, ali pa srečnežev, ker je zapustil pravzaprav
te težke razmere, je odšel ponovno na vzhodno bojišče. Ne. Recimo v spominih najdemo kraje Krasno, Berežnica, v Berežnici jih je cesar Karel obiskal, Karel jih je večkrat obiskal. Ne. Zdaj, tirolska ofenziva, mislim, da tukaj pravzaprav nima smisla, da vam še tole po bojiščih. V glavnem, oni ko se je položaj na ruskem bojišču izboljšal, kar je jasno, da so bili zelo dober polk, ki ga premikajo tam, kjer je bila stiska, ga pošljajo na Soško bojišče prek Podmeljca na Trnovsko planoto, torej se vrnejo na oktobra 16 k reki Soči, na Kraško bojišče, Hudi Log, bom potem pozneje pokazal tudi njihov znak. No, tukaj v fotografijah, ker je bil ta polk zelo popularen, svojci so pač imeli to dediščino, tukaj vidite, te zapuščine je kar velike. Tukaj smo zelo ponosni, no tele spodne, ta risba, pa to je Pavel Kunaver. Sem pa vključil tu, ker Ivan Mihler je bil v 27. domobranskem pehotnem polku. Oba sta bila zelo pomembna jamarja in sta približno 150 kraških jam v času vojne raziskala z namenom, kako jih koristiti za vojsko. Pri tem pa reševala tako svoje vojake, sta jih želela imeti čim več in sta pravzaprav daleč v zaledju v Trnovski planoti iskala razne te jame in pa seveda tudi civiliste. Ta slika je malo nenavadna. To Pavel Kunaver direktno v svojih spominih napiše, so ljudje bili brez domov in smo jih pravzaprav mi kar k nam vzeli, mi smo jame raziskovali, oni so si pa tam kuhali. In zdaj je cel ta fond v resnici, to vidite, to so spomini njegovi, prvi del je pisan v nemščini, ostalo v slovenščini, 3 zvezki, mislim, ima pa tudi ogromno risb, jam in res, šole so morale biti v Avstro-Ogrski izjemno dobre, kar se tiče risanja, no. Ker to so res fantastične risbe. No, kot sem rekel, Hudi Log sem ga omenil ravno kar, ne, tle na Krasu, tukaj je znak, zdaj, 2. gorskega strelskega polka, 19. marca so domobranski pehotni polki, tudi 26. strelski, pa 4. pa so preimenovani v gorske strelske polke, dobijo ta ime in od takrat naprej govorimo o 2. gorski strelski polk. In to je najlepše, te bom rekel razglednice, uradno kupljene z znakom Soške armade, potem pa z vsemi temi risbami okrašene v prostem času in poslane z bojišča. No, zdaj tukaj mogoče samo ena kratka, v glavnem, izgube je imel izjemno velike, samo da ne bom ponavljal številk, grem pravzaprav kar k ključnemu dogodku. Tukaj vidite posnetek Škabriela, vidite tudi Maxa Peterlina, desno, ne, Maxa Peterlina, ki sedita, in pa seveda iz Pavel Kunaver, ki je tale v spomin tudi zabeležil o Škabrielu oziroma takrat imenovanem Svetem Gabrielu. 18. avgusta na cesarjev dan se začne največja ofenziva. To pomeni italijanska, 11. Srditi napadi italijanske pehote so takrat prvič resno ogrozili pehoto, mislim avstro-ogrsko vojsko, kar pomeni črto obrambno na Banjški planoti, 30-40 dezerterjev je avstro-ogrska vojska prvič takrat nekje zaznala vojakov, ki jih ni. Izgube so bile grozne in pravzaprav po zasedbi italijanske Svete gore je osrednja točka postal 646 visok Sveti Gabriel, danes znan kot Škabriel, ki je napadalcem zapiral pot proti Vipavski dolini in seveda proti Trstu, ne, ki je bil njihov cilj še vedno. Ne. Boji za njegovo so bili pa res, so tudi v avstrijsko zgodovinice prišli kot najbolj krvavi boji na Soški fronti, uporaba vsega mogočega orožja, tudi bojnih plinov, menjava vrha večkrat z protinapadi. Končen posledica je bila, da bilo je 4200 branilcev 3 km dolge obrambne črte, med njimi so bili 3 bataljoni 87. pehotnega polka s Celja, in pa pri njih je v njegovem prvem bataljonu je od 1000 mož ostalo le 185 vojakov. Seveda, ne vsi mrtvi, ampak zaradi izgub. V drugih 2 bataljonih, govorim seveda o 27. domobranskem oziroma 2. gorskem strelskem polku, pa nič bilo nič boljše. Tam so zamenjali Celjane 4. septembra do 11. 27. domobranski zamenja Celjane in tukaj sem jaz en zapis na leto, avstrijski zaporni topniški ogenj je desetkal italijanske jurišne enote. Za njih je bilo to pravzaprav še bolj travmatično, ker so jurišali v hrib, ki so se bili prisiljeni umakniti. Branilci so ponovno osvojili vrh. Položaje so nato branili vojaki gorskega strelskega polka, torej te med bitko zamenjajo vojake, ker oni so bili preveč izčrpani.
ki so zdržali na vrhu hriba do 11. septembra. Ne? In kakšen je bil posledek? Uporabljeni so bile, kot sem rekel, bojni plini, metalci plamenov, zažigalne granate. In v tednu teh bojev je drugi gorski strelski polk izgubil 30 častnikov, 1173 vojakov, od tega 553 pogrešanih in mrtvih, obrambna črta pravzaprav ni padla. In takrat so bili odlikovani številni slovenski vojaki, to pomeni Max Peterlin, Ivan Mehle, Franc Svete, Engelbert Podgornik, Egon Jezeršek, kar pomeni, za obrambo hriba je bil polk posebej pohvaljen, častniki in vojaki pa so si skupaj različne odlikovanja, od najmanjših do najvišjih, so si jih skupaj prislužili 1432. Kar pomeni, da dogodek je res bil že takrat prepoznan, pa tudi, da rečem, seveda propagandno izkoriščen, kako je nezlomljiva moč Borojevićeve armade. Pa so jih zamenjali polk Hessen iz Linca, pa 20. ogrski Honved so potem bili gor. No, zanimivo je to, da ta slava v teh bojih, to moram, čeprav smo že na koncu, se bom hiter, ta slava o teh bojih je seveda prišla tudi v roman Ernesta Hemingwaya. Nikoli ni bil na Posočju, njegova je le ljubezenska zgodba, pa njegova so pripovedi Italijanov. Ampak Italijani so mu govorili, in to je ostalo spregledano med literarnimi zgodovinarji, vsi so ta pač preboji in tako naprej. Oni Italijani omenjajo hrib Monte della Morte, ne? In to on potem zabeleži. In to seveda je bil Škabriel. Italijani ga imenujejo tako, kar pomeni, da te boji nastopajo v najbolj slavnem romanu svetovne literature vezane na Prvo svetovno vojno, kar bi bilo verjetno vredno promocijske pozornosti, bolj kot iskanje gostišč in raznih lokacij. Jasno, tudi to ima svoj turistični potencial, ampak to bi bilo pa res morda za izkoristiti. So pa teksti o tem že v 90. letih izhajali, no, tudi v literarnih revijah. No, potem pa seveda pri proboju 27. domobranski pehotni polk ne sodeluje, je večinoma na Krasu in praktično šele za umikajočo italijansko vojsko potem gre pravzaprav proti Pijavi. Proti Pijavi najprej prek Tilmenta. Tukaj imamo ta pričevanja o ropanju, o umiku, o tej destrukciji, ki se zgodi. No, tole morda, tole je izgledal Škabriel. Tukaj vidite, danes je čisto drugače, je zaraščeno, narava je prevladala. Tukaj ni bilo varno hoditi, tukaj je bilo ogromno ostankov, težkih kovin, vsega mogočega, trupel, nepokopanih. To hrani Narodna izredna knjižnica v nekem poročilu uradnem, ki ga hranijo. Sem tam ven slike skeniral. No, to sem samo malo za kontekst, da se ne zgubim v času, pa sem se vsem zgubil. Tole iz Arhiva Republike Slovenije, najpomembnejši dokumenti političnega, Majniška deklaracija, kar pomeni, da to je že to vzdušje, ki se počasi bližamo koncu. No, to je preboj pri Kobaridu iz Dunajskega vojnega muzeja, tele vojaki s steklenicami. Takole so pravzaprav te vojaki z Krasa prišli na to, pravzaprav, kjer po noči iščejo pijačo, to Matičič krasno opiše, pa ne samo on, kjer podgane po noči, nasilje. 2 milijona ljudi se pravzaprav umakne z italijansko vojsko. Dogaja se vse živo. Ta Rajs, ki je zbiral zločine, tudi propagandno, avstro-ogrske vojske je pretresljive pravzaprav pričevanja, predvsem za balkansko bojišče, za nasilje avstro-ogrske vojske, seveda so pa tudi tu beležili. Posod, kjer je pravzaprav frontna črta padla in je prebivalstvo se ni imeli časa umakniti, je plod seveda nasilja. Tako je izgledal potem ta umik proti Vidmu. No, polk pride, to je še kot zanimivost, polk pride 13. novembra, potem pride do reke Pijave in je pol nekako bolj v rezervi, v zaledju. Se pa seveda takrat ga večkrat obišče Karel, tukaj vidite tole te Davidove slike, z avtom se pripelje. Karel je sploh velikokrat obiskoval, to bi bilo za eno celo predavanje, Karlovi obiski na Soškem bojišču pri vojakih. Vse to, s tem, da bi zahtevali to še malo raziskovanja, govorov njegovih in tako naprej, da bi to celovito sliko dobili. No, obišče ga seveda tudi 17. aprila, ga obišče predstavništvo mesta Ljubljane, to pomeni spet povezava. V tem času je počasi vez med vojaki in ljudmi šibila se je. Namreč nezadovoljstvo je v zaledju, med vojaki nezadovoljstvo narašča, upori od 7. 3 slovenski majski upori. In
v tem nezadovoljstvu potem oni začnejo podeljevati te signalne rogove in to grejo visoki politiki obiskati. Tukaj je bil Ivan Tavčar, ljubljanski župan, in podeli polku tale, ki se ni ohranil. David Pipan hrani tole fotografijo, ki se cesarski rok, signalni rok ohrani. Mi v muzeju ohranimo, ga imamo na stalni razstavi od 5. dragonskega. Signalni rok je s podobnimi nameni bil podeljen v Mariboru. In potem seveda se zgodi, za Italijane se bojna črta zmanjša na 200 km z prejšnjih, sega od 600 km od Stelvija do Jadranskega. Avstrijci pa pravzaprav se izkobari, da sami ne naučijo, brez nemške podpore začnejo 15. junija to ofenzivo. Tudi 27. domobranski pehotni polk pride nekateri vojaki oziroma čete pridejo na italijansko stran brega, ampak odpor italijanski je bil prehud. Italijanska vojska pod Armando Diazom ima mnogo več energije, kot jo je imela na Soškem bojišču. Takrat so se zavedali, da je avstro-ogrska vojska na njihovem ozemlju. Dobili so podporo Američanov, Antante, motivacija je višja in seveda polk ima hude izgube, ko se poskuša vrniti na svoje položaje. Reka Piava je takrat imela eno deževje v Visokogorju in je odnašala pontone. In tukaj je Max Reš, hrani Gorenjski muzej Kranj, te odlične fotografije teh položajev. Kdor bo pozorno pogledal, tukaj že vidi, vojaki imajo čelade, kar na Soškem bojišču so redkejše. In pa seveda ponovnih do nekje 40.000 izgub na reki Piavi in tukaj potem, to je ta zadnja ofenziva, avstro-ogrska monarhija začne propadati. In med uporne polke se upiše tudi 27. oziroma drugi gorski strelski polk pri Kodrojpu, pri vasi Juteca. Pri vasi Juteca se upre, ampak so pa prvi, ki jih sicer aretirajo, premagajo, koroška, madžarska enota, ampak potem jih pa ne dajo pred vojno sodišče, ker Italijani začnejo ob obletnici preboja pri Kobaridu svojo ofenzivo, vojsko se potrebuje in potem jih seveda napotijo direktno na bojišče, kjer se pa potem 27. oktobra polk upre. To pomeni preprosto začnejo peti slovenske pesmi, častniki to sami vodijo in se potem obrnejo in grejo proti Gorici, v katero potem pridejo 2. novembra potem pridejo v Gorico. Tukaj je zanimivo, pri tem uporu v Kodrojpu Juteca, tam na zvoniku v Juteci so mitralje spostavili. To je bil resen spopad, res tisti vrh nezadovoljstva. Matičič je napisal, imeli smo več svinca v nahrbtnikih kot hrane. In iz tega to pol preraste. No, končna posledica je bila, nekje do Gorice je prišlo 1000 vojakov, v tem uporu je bilo pa 7 padlih, 16 ranjenih, pa 200 zaprtih. Tako da to so bili pravzaprav resne zadeve. Vojska hodi takrat po tej Juteci in Kodrojpu, vpije Viva Italija. In to vojaki, ki so bili pravzaprav najzvestejši steber obrambe. In tako naprej. No, potem seveda grejo večinoma peš hodijo celo to pot, prehodijo nazaj. Tukaj sem dal tole sliko, tole naslovnico knjige, ki je manj znana, ker je to kot mladinska povest išlo Arnoš Tadamič, Ljudje v viharju. Božidar Jakac je to narisal, ki je bil tudi vojak med prvo svetovno vojno in je za otroke nekako leta 40 išlo razumevanje drugega gorskega strelskega polka. No, zunaj ožjega Slovenije, da rečem, jasno, ki je ni kot, ampak območja geografskega, praktično je 17. pehotni polk na Tirolskem bojišču, konec vojne dočakal dolina Asa. Tam so v ujetništvo odpeljani. V začetku novembra pride v italijansko ujetništvo. 97. peš polk iz Trsta je konec vojne dočakal v Ukrajini, Odesa, tam ga skušajo novačiti v resnici za državljansko vojno ali pa za da bi pristopili še takrat k dobrovoljcem. Drugi gorski polk je pa v bistvu od Pijave do Gorice, je do Gorice na poti. Z istih nabornih območij, črnovojniški, torej starejši vojaki te enote, ki sodelujejo v bojnih operacijah v Bosni, na Oslavju pa na Krasu, je pa v Romuniji dočakal konec vojne. Kar pomeni, da ko se teh
od 150 do 200 tisoč vojakov umika v tem Rasulu konca vojne, praktično drugi gorski strelski polk je v Gorici. Ne. V Gorici, Arnošt Adamič je napisal, koliko daleč je videl po cesti, vse je bila polna vojakov, vozov in konjenikov. Ob cestih so v jarki ležali zavrženi kosi vojaške oprave, puške, čepice, čelade, nahrbtniki. Celi vozovi so bili v jarki. Da je množica v Gorici jih je pozdravila, ta pričevanja so kar, ni jih težko najdeti. Zares so prikorakali fantje njegovega polka. Krepko so udarjali po kockastem tlaku, prsi v prsih, puška kraj puške, niso odzdravljali ne na desno, ne na levo, ne na vzgor, odkoder so jim mahali in sklikali. Preveč jih je prevzelo, da so smeli korakati pod svojimi zastavami. In tukaj, če vidite tole sliko, ki jo David Pipan hrani, tukaj lahko vidite slovensko zastavo med 2. in 6. novembrom v Gorici in pa tukaj je drugi gorski strelski polk, ki se pravzaprav pripravlja na pot naprej, priseže narodnemu svetu, preimenuje se v planinski gorski polk in potem seveda Italijani zelo ostro zahtevajo, ko pridejo 6. novembra. Zdaj nekje sem zasledil celo, da jih častniki sprejmejo, italijanski častniki nagovorijo dost prijazen, seveda zahtevajo pa, da se takoj umaknejo, da puščajo opremo, da je to vse vojni plen in seveda polk potem odide ob razočaranju goriške množice. Ne. To je pol to iz pokojnega Walter Schaumana, nam je še on tole fotografijo takrat dal. Tega v slovenskem prostoru zanimivo, zelo malo teh fotografij umika. Smo po vseh muzejih iskali, tako je recimo, mislim, da je tole iz Trenta umik, vojaki na strehah povsod, vse gre domov, vojne so vsi naveličani. In potem tole seveda, takole potem polk pride, mislim, da v nekaj dneh, no, potem v glavnem on pride do Ljubljane. Takole je izgledala Ljubljana. No, tukaj vam ekskluzivno pokažem ta spodnja slika levo. To je donacija Vita Vražma, fond nadporočnika Stanka Vražma in gre za to isto množico, tukaj seže od Bavarskega dvora do Pošto, lahko prepoznate tisto poslopje. Tukaj vidite star hotel ob Pošti Slon. To je ta prostor, kjer so 14 let pozneje, 15 let pozneje zgradili Nebotičnik, je to bilo prazno, ampak množica je tudi tukaj na Prešernovem trgu. Praktično na Marijinem trgu sega gor do Dunajske ceste. To pomeni res 30 do 40 tisoč ljudi, Ljubljana, ki jih toliko ne šteje, ljudje z vozovi in pa vsa ta nova pričakovanja. No, tukaj sem prišel do konca, se opravičujem organizatorju, ker sem šel majčken čez čas, je pa seveda smo pa pri spominu. Zdaj, spomenik v Log pod Mangartom, tamle vidite na tej spodnji sliki lepo napis 27 lir, že v času Avstro-Ogrske je eden od teh spomenikov, ki je bil namenjen izrecno tudi slovenskemu polku, potem pa praktično prvi spomenik, ki ga dobijo, zdaj ne smem narediti krivico, koroški vojaki imajo, 7. pehotni polk so nemški del moštva, v nemščini postavil spomenik na Šmihelu. In seveda posamezni vojaki jih lahko iščemo po pokopališčih v Posočju in tako naprej. Ampak praktično prvi celovit spomenik dobijo pa v resnici leta 1991 s temi verzi Marka Kravosa. Tukaj izgleda zelo impozanten, v resnici je precej stisnen na cesto tam ob ravnici proti Krombergu oziroma proti Solkanu. Je pa to spomenik v bistvu padlim na Škabrielu, torej tudi vojakom 2. gorskega strelskega polka. Zdaj, na tem mestu bom zaključil, že 6 strani mi je še ostalo, ampak ker so v glavnem bolj suhoparni podatki, se pa prepustim kakmu vašemu vprašanju, če še imate kondicijo. Jaz sem šele zdaj se dobro ogrel. Najlepša hvala za zelo slikovito in izčrpno predavanje. Začenjamo z razpravo. Kdo vprašanje ali pa kakšen komentar? Jaz bi bilo eno vprašanje, kako je imel 27. domobranski polk organizirano sanitetno službo? Ja, to moram sicer reči, bi bilo, mislim, boljše vprašanje za Miha Šimca, ki je o tem napisal odlično knjigo, kjer je obdelal vse te
cel sistem, zaledni sistem, kako se gre skozi, ko si ranjen, kako se gre pravzaprav do. Vsak vojak mora imeti pri sebi opremo za prvo pomoč. Zdaj ne vem, jaz sem vedel datum, od enega datuma je moral imeti potem 2 kompleta, ker so se očitno zavedeli, da je tisto premalo. V začetku so imeli pa samo na določeno število vojakov neko sanitetno torbico. Je pa bil pri polku vedno vojak, ki je bil zadolžen, ali pa več vojakov po potrebi, po stotnijah oziroma četah in stotnijah vojakov, ki so v bistvu vojake oskrbovali na licu mesta, in pa seveda na bojišču so morali imeti v neposrednem zaledju bojišče te sanitetne postaje, kjer so to prvo pomoč delali. Potem seveda je pa to šlo v zaledje, kjer je nastajal pa razvejan sistem. Tukaj so seveda v krajih bolnišnic, v nabornih območjih, odkoder so bili polki, so seveda prednost, da rečem. Ne. So oni računali na količino vojakov, ki je od nekje poslana, da jih bojo lahko skrbeli. Samo v praksi, zdaj po spominu, mislim, da je Avstro-Ogrska imela 1500 zdravnikov v začetku vojne. Kar to je, če pogledamo, da je šlo v tistem prvem valu nekje 30 000 vojakov iz slovenskih nabornih območij, v prvem valu, ne, je to seveda bilo premalo. Medicinskih sester ni bilo. In to je bila pravzaprav glavna težava. In vse to vprašanje, ki mi ga je magister Fabjančič dal, so pravzaprav na terenu reševali. V bistvu vojska. Vsak je reševal na terenu. Na koncu postane pa ta sistem izredno dober. No. To pomeni od sanitetnih postaj do rezervnih bolnišnic, recimo, ne, obstajajo odlične fotografije 5-18 v Podmelcu, ne, kjer so tudi vojaki se zdravijo 27. In tako naprej. In potem pa vse do Ljubljane. S tem, da je treba vedeti, da tudi Ljubljana je bila samo eno etapno območje. Vojaki iz Ljubljane so pošiljani, samo tisti tu ostanejo, ker so bili res tako bolni, da so potrebovali operacijo. Drugače pa vojake pošiljajo naprej proti Zagrebu, proti Budimpešti. Tako da tukaj je vojna res, cel prostor je živel kot celota in tukaj sanitetna služba je bila to zelo pomemben del tega. No. Tako da za več pa Miha Šimčova knjiga je res odlična. No. On je tudi posamezne primere teh sanitejcev, vojaških zdravnikov obdelal, kako so doživljali in tako naprej. Ne. To zelo težko delo. No. Ja, prosim. Še kakšno vprašanje? Ko govorite o teh enotah, koliko ljudi je štel en polk? Koliko je bil bataljon? Ali pa ne vem, manjše enote? Ja, polk šteje nekje do 5000 vojakov, načeloma v mirnodobni sestavi, 4 do 5000, in ima nekje v mirnodobni sestavi nekje 4 bataljone, 4 bataljone s po 1000 vojakov. To se pol med vojno spreminja, te bataljoni med vojno praviloma skoraj da padejo na 800. Vsak bataljon, sistem je zelo zanimiv. Ne? Vsak bataljon je potem razdeljen pa na 4 stotnije. Stotnija seveda pomeni 250 vojakov. Označeni so pa zelo pregledno. Ker se enkrat ta sistem ve, to pomeni rimska številka, bataljon, polk, stotnija, ne, kompanija. In ta sistem je zelo razdeljen. Je pa res, da med vojsko se tudi to malo podira. No, je pa zanimiv podatek. Torej, če rečemo, da je v polku nekje 5000 ljudi, 4700 smo rekli za 27 lir, 5000 vojakov, jih je šlo pa skozi polk v celoti 25000. Nekje do 40000. Zdaj, če se štejemo, da je nekaj 6 takšnih enot iz slovenskih nabornih območij, to pomeni 87 celjski, 97 tržaški, 26 strelski, 47 mariborski, majčkeno manj slovenski, pol, ne, pa 27 domobranskih je to 5 krat 25 in dobimo pravzaprav naborno številko, ki je 160 do 180 tisoč vojakov. Zakaj jaz še vedno govorim 160 je zdaj tista? Te številke se zelo rade zacementira. Zakaj jaz govorim do 180? Zaradi tega, ker mi sploh ne vemo, katere vojake so pa v tej delovno-vojaški mobilizaciji vključili, pa jih dali uniforme, pa so pravzaprav vedno delali tukaj v raznih. In tukaj dobimo mi neko število ljudi, ki je zelo krožljeno okolje. Tako da tam nekje do 180. In zdaj to, če pol pomnožimo, meni so zelo neljube sicer te matematične
Sploh zdaj bi si že zaslužili, da bi imeli imena in padle vseh vojakov, da bi točno vedeli, kje so njihovi kraji. Sistori je naredil tukaj fantastične korake in tako naprej. Ampak kljub temu, ne, zdaj to ustreza, bom rekel, pol tem matematičnim številkam, ki jih je pa avstrijsko zgodovinopisje v resnici že imeli že v 30 letih 20. stoletja. Ne. To pomeni ta razmerja. Ne. In zanimivo je, ne, da pol tukaj lahko za celoto, lahko rečem, se to sem jaz v eni drugi zadevi napisal, praktično število padlih Slovencev, tistih, bom rekel, prek 36,000, verjetno bo številka se še malce, vedno je tako, da številke najprej malo padejo, potem pa v bistvu narastejo, ampak zanimivo je, mene je to majčkeno zbegalo, namreč, ker se demografske izgube ni prepoznali ob koncu vojne. Zakaj se je ni prepoznali? Zaradi tega, ker je vojna ustavila izseljevanje. Mnogi, letno je približno čez 30,000 Slovencev šlo v tujino. Ne, gospodarski razlogi. Potem se pa mnogi vrnejo, ker so se bali, da se ne bodo smeli več vrniti, če ne bojo vojske odslužili, se vračajo domov in tukaj je nekje zelo hitro navidezno ta nadomestek pokrit. Recimo tale leta 24 je prva neka anketa, ki mogoče po današnjih standardih ni mogoče najboljša, ampak avtor pravzaprav dobesedno se vojna ne pozna. Čeprav pa vemo, ko gledamo neke druge vire, da pa otroci kot posledica vojne, kar je sploh druga zgodba, praktično šele leta 20 dobimo v bolnicah med otroki normalno umrljivost. Mesečno otrok zaradi bolezni. Ker mi imamo res, da te številke zdaj, ko se na to področje spustimo, mi še vojakov nimamo preštetih, ko vsem vojska je imela. Ne, civilistov smo sploh bolj bogi, zdaj, ko so pa zraven dali še te ocene bolezni, kjer so mi govorimo od konkretne številke. 7 milijonov, nekaj čez 7 milijonov mobiliziranih avstro-ogrskih vojakov, od tega 1,100,000 padlih, od tega prek 36,000 padlih Slovencev, od tega nekje do 3,500 na Soškem bojišču. Ko gremo pa k civilistom, se je pa kar naenkrat sa špansko gripo, pa je to dejstvo, seveda, realno dejstvo, ampak se je kar naenkrat podvojili na ta 10 milijonov vojakov na vseh bojiščih, se je podvojili praktično za 25 milijonov. Zdaj zadnje številke so bile pa zdaj, ki je bil sploh COVID bolj modern, je pa prišlo že na 50 milijonov, nekje sem pa celo prebral, da se ocenjuje v svetovnem merilu 100 milijonov, kar seveda, to so tako poljubne številke, ko ima številka toliko ničel, jaz sem skeptičen že številka, kjer je odstopanja 1000. Ne more biti pa to za te številke. Ampak tukaj čaka še veliko dela, kako te vire dobiti, po katerih ključih to narediti, to pa seveda še stvar prihodnosti. Dejstvo pa je, da civilne žrtev ne neposredno od bojev, ki so, ampak celotna bolezni in vse, ta demografska slika, seveda so pa civilne žrtve velike. Hvala, upam, da sem odgovoril. Še kdo? Mogoče samo še eno vprašanje bi imel zdaj ob koncu, po prevratu. Planinski polk. Tukaj bolj Herman Vidar je bil še celo poveljnik Koroške legije, ki so nekaj poskušali nabirati, ampak zdi se mi, vsaj tak moj vtis je, ker sem prebiral literaturo, da je Maister imel veliko manj težav pri nabiranju prostovoljcev za štajerski konc, kot so ga imeli tukaj za Koroški, pa ne vem, mogoče se motim. Tako tislo, da tukaj je bilo navdušenje mogoče malo manjše, kot na vzhodu. Ja, zdaj vstopam na polje poezije, sicer bolj poezije kot ne, ampak v resnici je res, da jaz sem večkrat to vprašanje dobil, zakaj nekaj podobnega, kot se je zgodilo za severno mejo, se ni zgodilo za zahodno mejo. Da tako odgovorim. In seveda odgovor je ta, da za zahodno mejo je Avstro-Ogrska v resnici vojaško zmagala. In se je potem praktično razpadla, v tistem letu razpadla in Italija je pač dobila z diplomatskimi pogajanji vse to nazaj. In jaz mislim, da tukaj je po koncu prve svetovne vojne so se vojne res vsi naveličali, izredno naveličali. In so vsi, če damo zraven na to še, da je Wilson takrat, to se sliši zelo tako stereotipno, ampak v resnici Wilson je postal zvezda, ki je delal turnejo po Evropi, Amerika vstopi takrat v zgodovino evropsko odločilno in on plava na tem valu
In seveda ta ideja narodne samoodločbe, Lavrič v njej piše, ne? On recimo z idejo narodne samoodločbe, v tistem znanju, ki je 10 arhivom poslal, on utemeljuje, zakaj pravzaprav tu stoji na tej Koroški fronti, ne? Da to je princip, ki ga vleče, ne vem, od Aristotela naprej, ne? Tega ne več ta legitimnost hierarhična, ampak iz naroda, ne? Da ti dosežeš to, kar ti zdaj želiš. Ne? Ampak večina ljudi, se pa jaz bojim, da ker je ta ideja bila v zraku, so pričakovali, da bo razrešena na mirovnih konferencah. To se jim je zdela najbolj normalna rešitev. Seveda spregledali so pa vsa ta ozadja, kjer so marsikera stvar že določena. Tu je najboljši ta filmček, ki ga hrani en v Zagrebu, ga imajo. Sej, mislim, da smo ga mi takrat gledali. Tudi, ne vem, v arhivu smo ga tudi gledali. Sem ga pa prvič videl v resnici v Berlinu, kjer so ga Hrvati pokazali, kjer imajo karto Srednje Evrope, ta območje nove države, jugoslovanske države, in tam črte vlečajo, kot v kakšni slabi šali. Vlečajo, ves čas je pa zraven ena flaša šnopsa in pri vsaki črti si natočijo, pa nikoli ne pokaže njih, ampak samo roke. Oni ti šnops zvrnejo, naredijo novo črto in pol na koncu na neki točki tista črta, ki je bila narisana, ostane. Ne? In to je v bistvu ta mal cinizem, kako se pravzaprav v resnici načela, ker ne bi bil vključen, da bi bila prva vojna res zadnja, se ga ni spoštovali in upoštevali. In v resnici, če smo odkriti, mirovne konference prinesejo zametek nove vojne. Ne? Zdaj, jaz tega priznam, nisem preveril v arhivih, ne? Ampak srbski zunanji minister, ki sodeluje kot antantni zaveznik, seveda ima veliko večjo moč kot Ivan Žolgar, ki velja za Avstrijakanta. On, ki se vrne, on pravi, bom kar citat povedal v srbščini, za 10 godina biće rata. Ne? In danes mi vemo, da se je zmotil za samo desetletje. Ne? Je vojna bila. Ker se je pač videl vse te zahteve, Avstro-Ogrska je razpadla, zahteve proti Nemčiji, Nemčija je bila prepoznana popolnoma krivka za vojno, Francija je hotela uresničiti vse svoje zahteve iz vseh prejšnjih vojn in posledica ni mogla biti dobra. Čehi so v svoji strasti celo Slovencev niso podprli, ker vemo, Masarikovci, Čehi so bili zelo pomembni za slovensko politično življenje, ne podprejo, ne? Ker pričakujejo od Entante vse. Ampak kaj je to pomenilo? To so pomenili tudi Sudeti. Sudeti. In to so vse, če bi kdo zdaj nazaj gledal, te točke bi lahko videl pravzaprav, da bi bilo čuden, če druge svetovne vojne ne bi bilo. Da malo provokativno rečem. Je pa seveda grozen, da po tej izkušnji. In tudi tele vojaki, te veterani, ne, ki so... Oni na vseh teh manifestacijah, lahko se pri njih išče, jaz sem to zdaj veliko raziskal za knjigo Spomenike, ki jih odpirajo, to prava manija pravzaprav, ne, imajo te manifestacije, so na nek način avtonomisti, so tudi jugoslovansko usmerjeni v želji, da bi jih nekdo pobožal, da bi bil ena povezava, bom rekel, da bi jo dobili, da bi postali neka podlaga, ki niso mogli postati. Ampak če je pa bilo kaj skupno v resnici, je pa to, da so vse delali za to, da ne bi bilo več vojne, da opozarjajo. To ima Zveza bojevnikov napisano. Ne? In mi danes to ponovadi kar spregledamo. Vsi to, da ja ne bi to več bilo. Ne nazadnje tudi ta spomenik v Kamniku, ki meč drži, ki ga danes se nekje bere kot en najbolj militantnih spomenikov pod nemškim vplivom. Ampak se spregleda, da iz groba gola roka drži meč kot križ in drži ga seveda zato, da ga ustavlja, da se ne bi. Tlej seveda cela mitologija, bom rekel, od biblijske do severnjaških, ampak v resnici je pa sporočilo preprosto jasno. Te žrtve z prve vojne držijo ta meč, da ga noben več ne bi zolekel. In to. Pa seveda niso uspešni. Če ni več vprašanj, bi pa našemu gospodu direktorju dal, a je še kakšno? Sem koga spregledal? Ja, doktor Aleksandar Janković Potočnik, prosim, ja. Zanima, kako se je konkretno bolj na ta polk ohrane spomin, če se je. Mislim, recimo, kaj so oni kot veterani delali, pa koliko je bil prisoten do sedaj v slovenski povesti. Po zaslugi Matičiča pravzaprav še najbolj. Od vseh. Je pa v celotni, so bili pa vsi malce marginalizirani v tej, predvsem po drugi svetovni vojni, spominski krajini, kar je razumljivo. Ne? Še preden
če patetično rečem, se solze prve vojne posušijo, je tukaj kar naenkrat številke, ki presežejo. Vojna druga v vseh elementih, že prva vojna je velika vojna, kar jo razumejo kot nek duhoven prelom po vseh potencialih. Druga vojna jo pravzaprav vsem preseže. In na nek način je razumljivo, da se to pozabi. Ne? Mislim, da je bilo tiste aktualnejše. Na drugi strani je pa med prvo in drugo svetovno vojno nastala hierarhija spominske krajine. Najlepše je vidno, to jaz rad povem, je vidno v temu, ki je danes osrednji spomenik avstro-ogrskim vojakom v Ljubljani, krajinskemu Janezu. Ne? Tam je popis, ki ga mi hranimo v muzeju originalen. Na prvem mestu je napisan Ivan Endlicher, torej preporodovec, torej diskontinuitetni toni so poudarjeni. Potem so napisani judenburški uporniki na čelu s Karlom Možino, 17. pehotni polk. Potem je napisan, zdaj po spominu navajam te številke, mislim, da 14 ali 17 koroških borcev. Potem pa prevladajo stare hierarhije, običajno, dolgotrajanje, avstro-ogrski častniki, med katerimi ni Slovencev, potem so pa avstro-ogrski vojaki, potem pa srbski ujetniki, ruski ujetniki, romunski ujetniki. Skupaj jih je 4000, ne med dr. Dežman, 5000, nekaj čez 5000 jih je skupaj upisani. In to je ta hierarhija med obema vojnama, ne, kjer je. Po drugi svetovni vojni seveda te vrednote, neka zvestoba cesarskih hiši, dediščina, ki je avstro-ogrska v Posočju, celo z nemškimi napisi, ne, postane še bolj abstraktna. Ne. In v resnici je v tej hierarhiji zelo marginalizirana. Zdaj, da ne bom predolg, pa vem, da ste že vsi malo tudi utrujeni. Ne. Na ovitku druge plošče od Pankrtov, Državni ljubimci, je gor objemanje nog kipa. Seveda takoj verjetno domnevam, da je takoj bil sum, da bi šlo za Tita, kar absolutno ne bi šlo skozi. Dejstvo je, da je tisti spomenik, tista fotografija zbudila pozornost in je bil Gregor Tomc klican, to je tudi on potrdil, je bil klican na mestno občino oziroma ne vem na kakšno upravno, da je to povedal, zakaj za ta spomenik gre. In ko je rekel, da gre za Kranjskega Janeza, torej Dolinarjev 17. pehotni polk, je uradnik samo z roko zamahnil, pa je rekel, pa ne bo, kar pomeni margina pa še skupaj. Ne. In to je bilo nekje do 80 let 20. stoletja, no, ker je pa ta prebujeni val zanimanja. Kar je mene presenetilo, sedaj sem v bistvu že pri spomenikih, ne, je pa to, da sem v tej zadnji knjigi sem napisal, da je fascinantna, koliko kritike že v času med obema vojnama ta dediščina spomeniška dobiva. Motijo emailirani portreti, motijo granate kot kič, motijo verige, motijo avstro-ogrske uniforme, veterane motijo, pa tega javno ne izrečejo, čelade Adriano dobrovoljcev. V glavnem veliko motečih elementov. Kaj pa mi danes z distanco, več koliko let je zdaj to, več kot 80 let, ne, oziroma 100 let, ne, 110 let. Ko pa to pogledamo, pa praktično vrhunski umetniki to delajo. To je eden najlepših muzejev na prostih. To pomeni Ivan Vurnik, Plečnik, France Kralj, Tone Kralj. Ni umetnika, France Gurše, ki ne bi to naredil. Na drugi strani pa tisti, ki imajo manj denarja ali se pa pač drugače odločijo za te plošče, oni povabijo kamnoseke, vodnika, Cengleta z dolgotrajno tradicijo. In to res celo. In meni je bil fenomen, kako je to lahko od leta 1945 do nekje sredine 80 let ostalo spregledano. Kako je to možno? Ta količina stojijo, res da ne stojijo na najbolj izpostavljenih javnih trgih, čeprav nekateri tudi. Ne? Ampak kako je to ostalo spregledano? Špelca Čopič je knjigo naredila leta 2000, prve tekste, ona je pionirka raziskovanja, je objavila leta 1989. To pomeni med 45 in 89 so spregledani izdelki največjih umetnikov. Ampak drugo moje presenečenje je pa to, kako je pa ta strast za to dediščino prve vojne po letu 1991 vstopila. Ne nazadnje, kar nekaj spomenikov, nekateri niso uspeli seznama zbrati, recimo na Vrhniki imajo seznam, nekateri ne uspejo denarja zbrati za ploščo, nekateri niso zainteresirani, ne in tako naprej. Potem pa po 91. Ko bi nekak trnulčico prebudil, se to sproži ponovno in začnejo nabirati sezname in tako naprej. In zdaj to govorim. Železniki, Vrhnika, Šentrupert,
Niso več to, bom rekel, te velikanski spomeniki umetniška dela, ampak so pa plošče. Torej, tako da nek proces, očitno se ga morda niti ne zavedamo, se dogaja. A sem odgovoril? Doktor Potočnik, to bi še rekel, no? Kar si rekel, tudi med obema vojnama, kako je bilo s Polki. Ne? Seveda, dediščina ni mogla biti skupna podlaga trojedine SHS, ker so bili na nasprotnih straneh. Tako, kar so si želeli, tega niso mogli. Da ne bo nesporazuma, tudi srbska del vojaki so bili nezadovoljni, ker so se počutili kot tradicija kraljevine Srbije, bi lahko polno izživela vso to antantno veličastje. Ne? Pa ga ni mogla, ker so se podrejali jugoslovanski ideji. Ne? Ampak zanimivo je, ne? Kako je pa to bilo? Ko so recimo delali edini uresničen, se kakor jaz vem, spomenik neznanemu vojaku v slovenskem prostoru ne uspe. Skuša Plečnik, Brezje, in ne uspe. Na Avali ga pa postavijo že leta 22, spomenik neznanemu vojaku, ampak iščejo vojaka, ki se potrudijo, da so res našli srbskega vojaka. Ne, srbskega vojaka in ga postavijo potem na nek dosti zanimiv spomenik, ki ga potem nadomesti v resnici Meštrovićev, tisti kip tik pred drugo svetovno vojno, tisti spomenik neznanemu vojaku na Avali, ki tudi po drugi svetovni vojni obstane. Obstane pa seveda zakaj? Ker tisti spomenik je pravzaprav bolj kot padlim vojakom, je v resnici spomenik jugoslovanske ideji. Ne. Tam so v bistvu tisti pripadniki vseh narodov in preživi v resnici. Ne. Je pa seveda tudi Meštrović, Meštrović je bil ime, eden vrhunskih in tako naprej. Ampak ne doživlja nekih, ne, ampak hočem reči, za tisto podlago v tleh, kjer bi stal, na katerem grobu neznanega bi bil, so poiskali srbskega vojaka. Ne. Niso poiskali Hrvata ali pa Slovenca. Ne. Lahko bi tudi 3 poiskali, se verjetno bi imeli večje težave. Ne. No, je pa zanimivo, recimo, da Avstro-Ogrska vojska je v Beogradu postavila spomenik tako Srbom kot svojim vojakom. Ne. Je postavila in potem so ta spomenik so v bistvu porušili, pa postavili novega. S tem, da dediščine Avstro-Ogrske se pa seveda, tle so se pa spoštovale mednarodne pogodbe. Tako Italijani, recimo, ko so ta svoj mit imeli, ko so iz vojne naredili res velik mit, ne, in ta njihovi spomeniki 3 največji in tako naprej, pa še kje, tudi na Tirolskem, ne, Montelo pa to. Ne, ampak to, da naredijo ta velik mit, to pomeni, da pač ostali spomini niso bili zaželjeni. Ne, tako ne slovenski, avstro-ogrski, kot tudi ne italijanski, avstro-ogrski. Naredijo mit, ampak spoštujejo pa mednarodne pa spoštujejo. To pomeni pokopališča, Štanjel, Gorjansko in tako naprej. Oni prekopavajo, oni urejajo, tudi zgubijo kakšen dediščinski pomen s tem, da ohranijo imena, ne, ker križi so bili veliko leseni. Tam na Krasu, jaz sem en zemljevid, imam tam samo na Krasu je bilo približno 23 manjših pokopališč, ne, kar pomeni, da in to dediščinsko recimo se uniči, ne, tudi, no, ampak načeloma mednarodne pogodbe vsi upoštevajo. Tudi v Jugoslaviji, prvi Jugoslaviji, kraljevini, sem naletel na zapis, da se jezijo, da so grobovi tujih vojakov lepše urejeni kot pa domači. Ves čas je pred dnevom mrtvih, zakaj se žale zaraščajo, kdaj bo že kdo nekaj naredil in tako naprej. Tako da, ja, hvala. No, še kratka informacija z moje strani. Naslednje predavanje v ciklu naših rednih predavanj bo 12. junija. Predaval bo Izak Špajzer na temo Big Band RTV Slovenija od Adamiča prek Privška do Kranjčana, tako da ste lepo vabljeni 12. junija ob 13. uri. Lep pozdrav in se vidimo.